Dobrodošli v podcastu Unfolding Infinite Storyscapes kulturnega društva Interferenzen. Naša današnja gostja je Mateja Cvita. Ljubezen je gospod Cvita pripeljala v Zahomc v Zilski dolini, odkoder povezuje ljudi vseh starosti na obeh straneh meje. Njeno orodje je glas in gospod Cvita edinstveno promovira potencial, ki se skriva v petju, še posebej, ko gre za inovacije in transformacijo. Kaj je najbolj vplivalo na gospod Cvita med njenim usposabljanjem v Londonu? Kaj želi od tega posredovati naprej? Kje vidi razlike v delu na Koroškem in v Sloveniji? Katere izzive prepozna gospod Cvita v povezavi z digitalizacijo? Kako je potekal njen prihod na Koroško? In kaj se je od takrat v teh povezavah spremenilo? Zdaj prisluhnite Katarini Vakovnik-Pajnič v pogovoru z Matejo Cvita. Mateja Cvita, ste profesionalna glasbenica, vokalistka, ukvarjate se z učenjem različnih glasbenih talentov, s koncerti in izvajanjem različnih glasbenih projektov. Rojeni ste v Ljubljani, živeli ste tudi v Angliji, nato se preselili nazaj v Slovenijo, sedaj pa živite na avstrijskem Koroškem. Nam predstavite, prosim, vaše življenjske poti preko meja? Najprej hvala za povabilo. Rodila sem se v Ljubljani. Moji starši so bili člani baptistične cerkve, ki je v bistvu ima zelo velik poudarek na glasbi, na zelo kvalitetni glasbi, predvsem črnska glasba, tudi malo bolj pop glasba. In tako sem v bistvu vsako nedeljo bila izpostavljena zelo kvalitetni glasbi, ker je bilo pač veliko, smo imeli tudi koncertov, tudi sami smo bili del glasbenih skupin, zborov, bendov. Pač ko zraščaš v take sredini, te kar vržejo takšno sredino, kjer se moraš znajti, in je to v bistvu super šola, zaradi tega, ker pač imaš najboljše glasbenike zraven sebe. In to je tudi nekako odprlo pot k temu v bistvu ljubiteljsko, da je v bistvu mi gospel in soul, te dve zvrsti, da sta mi bili zelo blizu. In potem v bistvu, starši so me pisali v glasbeno šolo, v razne zbore. V šolskem zboru sploh nisem uživala, ker se mi je zdelo izredno časno. Tudi v zboru RTV Slovenija se mi je zdelo izredno dolgočasno. Še vedno mi je bilo to cerkveno petje, ker je bilo toliko enih zanimivih inštrumentov, ritmov, mi je bilo to najbolj pritegnilo. Zdaj, ker tam se pa tudi naučiš izraziti glasbo, ki si sicer v šoli tega se ne naučiš, ne, se pravi, da glasbo čutiš malo globlje, pa samo note. In potem smo formirali tudi več vokalnih skupin, gospel zborov in tako. Potem sem se pa v bistvu nekako želela, cel čas sem čutila, da bi želela to delati. Je bilo to skoraj malce nerealno, še posebej z tega, kar v Sloveniji takrat neka moderna glasba, gospel glasba, to sploh ni bil. Edino, kar si lahko študiral, je klasična glasba, kar pa meni nikoli ni bilo blizu. Z tega so moji starši predlagali zelo velikrat, da ne se usmerim kakšen drug študij. Recimo, moji starši so mi nekako predlagali medicino, so rekli, bolni bojo vedno, z glasbo se pa lahko ukvarjaš zraven. Ampak nekako pač mi to ni dalo miru in tudi, ko sem šla v Anglijo, tam sem nekaj časa mogla tudi delati, tudi v bolnici sem delala par let, da sem si prislužila denar. In potem sem se vseeno odločila za študij glasbe in tudi to življenje v Londonu, kako bi rekla, tam se ti malo bolj odprejo oči, kaj vse lahko študiraš. Se pravi, ni samo ta klasika, ampak pač je vse toliko širše, in toliko več poti vidiš, kot samo pač v Sloveniji je bilo vse zelo ozko. Tudi jaz sem se odločila, da bom študirala solo petje, gospel, soul, jazz. Da je bilo to v bistvu ena izredno bogata izkušnja za mene. In potem, nekako, če čutiš, mislim, da če čutiš neko poslanstvo, neko strast in če temu slediš, tem tudi dobiš motivacijo, da prideš do tega cilja, če imaš res jasno zastavljeno to v sebi. Kako pa je bilo potem ob povratku nazaj v domovino? Potem sem prišla nazaj
v Slovenijo. Seveda pač najprej nisem vedela, da bo to sploh šlo z moderno glasbo, to je zdaj spet neko novo področje. Tako da sem začela z glasbenimi projekti v Sloveniji, z različno tematiko. Začela sem s pop glasbo, potem disco glasbo, so taki večtedenski projekti. Naenkrat je bilo ogromno udeležencev, tudi povpraševanje je bilo veliko za solo petje, v Angliji pač je bilo to normalno, ampak Slovenija je bilo pa še čisto tako novo področje, glede tega, tako da nisem ravno vedela, bom lahko živela od tega ali ne. No in potem, ko sem prišla nazaj, bilo res zanimanje veliko za solo petje. Začela sem s Perpetuumom delati, ker sem tudi nekako skozi te projekte so me tudi kontaktirali, ker je bilo par njihovih pevcev, so bili moji udeleženci, potem so si že zaželeli sodelovanja, tudi takrat so bili v iskanju novega umetniškega vodstva. Takrat me je v bistvu še Tomaž Kozlevčar povabil k sodelovanju, tako da pa sem kar hitro zapadla še v Perpetuum jazzile. Potem je kar naenkrat prišel Edi Oraže in rekel, mi bi te radi imeli v Tinjah, ker imamo li še eno gospel delavnico, tako da potem sem šla še v Tinje. Tako da sem kar naenkrat so se to, v bistvu, ta mreža teh dveh držav, so se kar naenkrat zelo prepletli. Nekako sem se potem ustalila, potem sem spoznala mojega moža, delala sem pa z njimi, s Petetom Ojsternik na Zgoščenki, ko so delali gospel z Zgoščenko. In takrat me je Ton Špajnik povabil k sodelovanju, ker so rabili nekoga, ki bo delal malo pač z njim vocal coachinga na gospel, pač fraziranju, dinamiki in tako. Tako da no in potem sem prišla v prelep Zahomec. In zdaj pač potujem po celi Koroški, se pravi, živim na Zili, delam v Celovcu, v Podjuni in v Ljubljani, tako da sem zelo potujoča. Omenili ste vašo glasbeno izobrazbo, se pravi preko osnovne glasbene šole v Ljubljani, v vašem rojstnem kraju, vas je nasplošno oblikoval ta čas življenja na otoku? Kot prvo, zdaj Slovenija je tako majhna država, si niti ne predstavljaš. Jaz sem bila še zelo naiven človek, ko sem šla v London, v veliko mesto, ko se naenkrat kot mravlja, mi je to dalo v bistvu, čeprav ni bilo življenje enostavno, da sem imela veliko domotožje, ampak tam sem v bistvu tudi spoznala, kar je meni največ dalo, je to samozavest, ki so mi moji profesori vlivali v mene, pristop do učencev, do študentov, vse je bilo zelo pozitivno naravnano, čeprav še vedno smo dobivali veliko kritika, se pravi, kje je prostor za izboljšavo in tako naprej. Ampak kar mi je bilo totalen mind blow, bi temu rekla, je res ta odnos profesorja do učenca, ker jaz sem navajena na nekaj obratnega, se pravi, jaz sem imela vedno učitelji, ki so v bistvu samo kritizirali, samo tancali, nikoli ni bilo dovolj dobro, tako da v bistvu v Sloveniji se mi zdi, da je bil ta pristop, kot da te dajo v neko škatlico, in v bistvu totalno skompresirajo tvoje občutke, tvoje muzikaličnost, vse. Zdaj pa v Angliji je pa ta princip totalno obraten, to se pravi na način neke spodbude, pozitivne kritike, to, da dejansko ti dajo prostor za napake, da te naučijo, da v bistvu kako so napake pomembne, da lahko ti razširiš ta svoj, da sploh lahko vidiš, koliko daleč lahko prideš, koliko se lahko še naučiš. To je bilo zame nekaj najboljšega, čeprav na začetku res je bilo totalno čudno, ko si izpostavljen toliko in toliko let neki supresiji in kritiki, je zelo težko pol pride ven iz tega in pač spremeniti ta mindset. Tako da v bistvu ta način, ki ga imajo oni, sem tudi prenesla sem in v bistvu je to način, na katerega jaz delujem, ker se mi zdi, da je to najbolj uspešen način, najboljši pristop in v bistvu dosežeš z učenci najboljše rezultate. Če se naučiš res tega pravega pristopa. Delovanje z glasbo je izziv predvsem z ekonomskega vidika.
in ne malokrat traja dolgo časa, preden lahko človek na tem področju dostojno živi samo z glasbenim ustvarjanjem. Kako pa vi ocenjujete svojo glasbeno pot ravno iz teh vidikov? Ja, v bistvu je res tako, kot sem prej rekla, moji starši so rekli, Mateja, pet v nek poklic, kjer bo sigurno služba, se pravi, če so bolni, bojo povsod, vedno po celem svetu, to boš sigurno, ne? Ampak, recimo, jaz sem delala 3 leta dejansko v bolnici kot asistent fizioterapeuta, ker v Angliji ne rabiš nobene posebne izobrazbe, da lahko delaš kaj takega. In sem si mislila, ok, naučila se bom jezik, delaš samo 3 dni v tednu, po 12 ur, to se pravi, bom imela 4 dni še za sebe, še za kaj drugega. Tako, da se malo navadiš tudi celega tega, ne, tempa, načina življenja. In nekako sem v bistvu, jaz sem poskušala dejansko ugoditi željam in sugestijam svojih staršev, a ne, si mislila sigurno, glasba je nekaj, kar je totalno nerealno, ampak enostavno ni bilo to za mene, ne? In v bistvu zdaj, če jaz ne bi imela te, ko bi rekla, te res želje, kaj želim delati, to se pravi, se želim z glasbo ukvarjati, se pravi, če jaz ne bi bila tukaj 100%, verjamem, da bi tudi pot do zaslužka veliko teže. Velikrat me tudi kakšni starši vprašajo, pa to sploh lahko živite od tega, a ne, pač se pravi res, a ne, če imaš ti neko željo, če imaš neko vizijo, ker sem jaz zelo imela v svoji glavi razdeljeno, potem ne glede na to, kakšna je pot, tudi služba pride, ne, se pravi, tudi do zaslužka lahko prideš, ampak ti ne sme biti, ko bi rekla, denar ni prva motivacija, ampak izdelana vizija, a ne, in poslanstvo, ki ga čutiš. In potem ne glede na to, kolikrat se stvari zlomijo ali pa ne vidiš smisla, misliš, pa me res tega treba, ne, se pravi, velikrat se potem stvari postavijo na svoje mesto. Naj omenim le nekaj vaših projektov in dejavnosti, naprimer sodelovanje z Oliverjem Dragojevičem, vodja največjega disko-vokalnega projekta v Sloveniji, vokalna trenerka finalov oddaje X Factor Slovenija, in nenazadnje vodja modernega in znanega zbora Perpetuum Jazzile. Kaj vas žene pri vsem tem? Ljubezen do glasbe je prav gotovo? Kaj še? Se gre za odgovorne in vodstvene funkcije? Poguma in samozavesti vam gotovo ne primanjkuje, da ste se odločili za poklicno glasbeno pot? Ja, jaz recimo se nikoli ni bila moja želja, jaz pa hočem biti vodja. Jaz sem to nekako vedno izhaja iz moje vizije, recimo disko projekt, ne. Nikoli nisem rekla, ok, jaz pa hočem biti vodja disko projekta, ampak sem rekla, jaz bi rada naredila en disko projekt, zaradi tega, ker v Sloveniji tega še noben ni naredil. Jaz mislim, da bi bilo ljudem všeč, zdaj, ker ta glasba se ni tako zelo, ni bila, se pravi, po radijih se že vrti, pa kakšen band jo dela, ampak da dejansko to glasbo pripelješ lahko v dom vsakega, ki si želi, a ne, pet, pa to je en tak način, kako bi rekla, ja, en tak projekt, ki sem rekla, gremo nekaj tasga narediti, kar bo zabavno, v čem bo ljudje uživali, in to se pravi, ker tega ni, a ne, potem tudi sama naredim tak projekt. Tako da, ja, nikoli ni v meni neka želja da hočem biti ta title, da hočem biti pomembna, ali pa da hočem voditi, ampak ničesa ni, in tudi velikrat izhajam iz tega, tukaj je meni pomenil, da sem jaz bila pri kakšnem takem projektu ali pa v kakšni taki skupini ali pa sem kakšno tako pesem pela, je to meni dal, recimo, a ne? In pač to želim tudi dati, to možnost želim dati tudi takemu posamezniku, zato tudi delam te projekte, ki so namenjeni tudi amaterskim glasbenikom, predvsem amaterskim glasbenikom, pevcem, zaradi tega, da pač lahko se izrazijo, da lahko uživajo v nečem novem, ki jim verjetno še ni bilo ponujeno. Otroškim pevskim zborom Rožce z vašim ste pilili pesmi in vadili se s solistkami in sodelovali tudi pri številnih drugih projektih z mlajšimi in z mladimi. Kaj pa vas navdušuje ravno za delo z mladimi? Vidite to razlike med Slovenijo in Koroško? Saj so ljudje v vseh teh krajih, kot nam je dobro znano, poznani kot zelo navdušeni glasbeniki. Ja,
res je zelo rada delam z vsemi skupinami, starostnimi skupinami. Vsaka starostna skupina ima neko svojo posebnost. Je opazna, zdaj že 11 let učim v obeh državah istočasno, ker je opazna razlika med Slovenci pa med Korošci. Bi rekla, da so koroški Slovenci, se pravi otroci, malo bolj zaprti, malo bolj sramežljivi, veliko teže izrazijo, kar si res želijo. Ne tako velikokrat se mi zdi, da želijo, da se ti vročiš na mesto njih, ampak v bistvu, ko jim pa daš ta varen prostor, potem pa pride tudi to ven, ker jaz zelo rada ne maram te igre superiornosti, teh vloge, da sem jaz superiorna nad nekom, ne glede na starost, ampak pač sem želim oddati nek prostor, kjer se oni lahko izrazijo, pa ne glede na starost. Tako da ja, to se mi zdi pač to energijo, ki jo dobim nazaj od mladih, od otrok, mi zelo veliko pomeni. Največ mi pomeni potem to, skupaj nekaj delamo in potem to veselje, čeprav je bil trud včasih, ta pot včasih ni lahka, še posebej otroci zelo velikokrat hočejo odnehati, ampak nekako, če jih znaš pravilno voditi, motivirati, usmerjati, da jim ne daješ nekih nerealnih pričakovanj, ker zelo velikokrat nekateri učitelji radi delajo, da potem je tudi ta nagrada na koncu, ta uspeh za mene nekaj zelo velikega in tudi za njih, ker vem, da so bogatejši za eno novo izkušnjo, ki pa ni samo tisti zaključek, to se pravi tisti cilj, ampak celotna pot, ki smo jo skupaj naredili, je neka nova učna pot. Ste vodja torej glasbenih projektov in delavnic v Veliki Britaniji, Sloveniji, Avstriji in tudi na Hrvaškem. Glasba torej v vašem konkretnem pomenu dobesedno povezuje. Kje pa vidite svoje konkretno glasbeno poslanstvo v našem skupnem prostoru Alpe Adrie? Ja, jaz v bistvu zdaj, ker sem toliko leteča skozi mejo, nekako spoznavam, da res meja ni, in v glasbi sploh ni meja. In ker te meje si je zgradil, postavil človek in to je tisto, kar nas v bistvu razdvaja in potem se primerjamo, kakšni so tisti, ampak v bistvu širim to ljubezen do glasbe, do ustvarjanja. Recimo v Voxon Academy, kjer imam ljudi, ki so direktno iz Slovenije, kjer poučujem, je ob meji, tako da imam nekatere učence, ki so iz Slovenije se pripeljejo, nekateri so iz Kviberka in potem velikrat na koncu, ko imamo pač vmes, ko imamo koncerte, se družijo, in to mi veliko pomeni, da razbijemo te meje skozi glasbo, skozi glasbene projekte, da se ne ukvarjamo zdaj doma kakšen pasuš, ampak enostavno, da pač uživamo v tem ustvarjanju in da pozabimo takrat na tiste politične, tiste malo bolj, kako bi rekla, težke teme, Tako da, ja. Zdaj mogoče drugačen sklop vprašanj in sicer hitra digitalizacija današnjega sveta, predvsem v povezavi za najmlajšo generacijo. Kako pa po vašem mnenju digitalizacija vpliva na ustvarjanje na glasbenem področju? In kako mislite, da bo se to razvijalo v prihodnosti? Kaj menite? Ja, to je ena taka, kako bi rekla, mislim, vsaka stvar ima pozitivne in negativne vplive, kar jaz vidim kot zelo negativno in kar tudi opažam že, je, da smo ta generacija, ki smo mi, v katerimi zdaj živimo in mlajši, smo neka instant generacija, postavljamo instant generacija. Vsi bi želeli vse zelo na hitro, recimo te aplikacije, ki so vrtili zadnjič, skozi mi neko reklamo v meče. Naučite se klavirja v enem tednu, naučite se solo petja s to aplikacijo v parih urah. Nekako se pozablja se, za uspeh je treba prehoditi neko pot, zato ker ni samo vse v tistem, a se boš ti naučil C-dur naučiti v eni uri, ampak mi tudi telo učimo, naše možgane, naše misli, naše mišice, kako prije do nečesa. In ta proces učenja, ki zahteva zelo veliko nekega truda, potrpežljivosti, mislim, da v tej instant generaciji se zgublja.
In to je tisto, kar ni v redu, zaradi tega, ker za vsak trud, za vsak uspeh je potrebna kar neka kilometrina. Ne? Zdaj pa v tej digitalizaciji se pa zelo promovira to vse na hiter in vidim, da učenci nekateri zelo hitro odnehajo ali pa nimajo več tega, kako bi rekla. Ja, vse je, bom pa uporabil. Autotune recimo, ne, tudi zdaj, kaj zem, 20-30 let nazaj, se ti mogel vokalno nekaj zelo, zelo točno zapeti, zaradi tega, ker noben v studiu se ne bo s tabo ukvarjal, če si bil preveč fovš, recimo, ne. Zdaj pa priješ v studio, pa lahko fovš poješ 3/4 pesmi in da reče, nič hudega, se bomo autotune vklopili, ne. S to digitalizacijo se zelo veliko stvari krpa, mi pa v bistvu namesto, da bi se razvijali, a ne, ker naše telo je zmožno ogromno, namesto, da bi se razvijali, v bistvu sebe zaviramo veliko zaradi teh digitalnih stvari, a ne, ki nam kao pomagajo, ampak to je nekako metanje peska v oči. Je pa v bistvu, ja, imam pa tudi online vaje, lahko gre pa tudi super, a ne, zdaj, to pa recimo med korono je bil to edini način, kjer smo lahko ohranjali stike in kjer smo lahko vadili, recimo, da ja, vsaka stvar ima dvorezni meč in tlele to je moje razmišljanje glede tega. Zaradi ljubezni ste torej pristali, če tako rečemo, tu na avstrijskem Koroškem, točneje na Zilji v Zahoncu, zelo zavedni družini koroških Slovencev. Kako ste sprejeli in realizirali vse te manjšinske tematike? Kaj vas od vseh teh aspektov dvojezičnega in tudi v vašem primeru večjezičnega življenja najbolj fascinira? Ok, ta odgovor po moje ne bo glih za vse prijeten, ampak ja, prišla sem na Zilo, to se pravi, jaz sem že prej, ko sem živela v Sloveniji, ne, smo vedeli, da Korošci so pa nekako dvojezični, tudi včasih sem vrgla na dober dan Koroška in nekako je bilo tako, tam pa govorijo oba jezika. In potem sem prišla na Zilo in sem ugotovila, da v bistvu nišče ne govori na Zili slovensko, kar je bilo zelo šokantno za mene, ampak dokler nisva imela otroka, ne, se nisem niti kaj preveč s tem ukvarjala, pač rekla sem, v redu, kje so bolj tako, kakšni starejši ljudje so še govorili slovensko, ampak načeloma niti ne. Kot sem že prej rekla, potujem vsak teden v Biberg. Tam je bila spet druga zgodba, je bilo fascinantno, da so vsi govorijo slovensko, na banki, v trgovini, na pošti, v šoli, vsi so govorili slovensko. V Celovcu nekako tako srednje, ko je pa Jona začel v šolo hoditi, ne, se je pa ta želja, da bi res živel v dvojezični okolici, nekako sem se res tega bolj želela, zaradi tega, ker prej jaz sem native speaker slovenščine, nisem nekaj preveč s tem ukvarjala, kdo govori, kdo ne. Te sem pa videla, da ja, me je zelo začelo motiti to, da tukaj na Zili ne govorijo, niti ne želijo govoriti, čeprav hodijo dvojezično šolo, pa pač ne govorijo slovensko, ne, in to me izredno moti. Moti me tudi ta neka promocija, mi smo koroški Slovenci, borimo se za dvojezičnost, ampak v bistvu je to samo neka farsa. Govorim za Zilo, a ne. Tudi pogovoru z ravnateljico, tudi pogovoru z gospod Sandreser, mi smo prišli 1 milimeter naprej in še vedno me to nekako ne morem verjeti, da je to možno. In ta slovenščina še vedno tak velik tabu. Istočasno se zelo promovira, a ne, kako je. Nekateri koroški Slovenci se zelo radi na Zili, a ne. Se zelo radi bahajo s to dvojezičnostjo, ampak naredijo pa nič glede tega, ne. To je bilo za mene zelo nekako hipokritično, hinavsko do tega jezika in zelo nekako nespoštljivo, a ne. Ker vidim tudi te koroške Slovence v narekovajih, pač pustijo sami, da ta jezik tone, in da nima v bistvu, da sami sebi upljajo jamo. In zaradi tega mojega iskrenega odnosa in mnenja sem že parkrat bila v konfliktu s parimi ljudmi, ampak ja, nekako se mi zdi, da
da je malo drugače, da je realnost drugačna, kot pa dejansko je, ne, kot pa si želijo, da se to promovira politično po televiziji, ne vem, tako, žalosti me to, ne, zato, ker recimo tudi na Zili dejansko 4 otroci govorijo zilsko oziroma slovensko. In te državne ustanove pač pustijo tudi ljudje, ki so odgovorni za to. Edini odgovor teh ljudi je pač, se moraš sam boriti, ampak nekako mi je to malo smešno in malce, ko bi rekla, žalostno, no. Kam bo ta jezik šel čez par generacij oziroma čez eno generacijo. Da dodam za poslušalce, pač Silvija govori zilsko narečje, slovensko, angleško in nemško tudi v šoli. Kako ocenjujete, nekaj ste že opisali sedaj, in predvsem živite in čutite to vašo dvojezičnost in večjezičnost na Koroškem? Ja, mislim, kar se nas tiče, jaz mislim, da je to eno tako bogatstvo, ki mu ga nihče ne more vzeti. Tudi sam, kot otrok, sploh ni vedel, da je deležen nekega učenja, za njega je normalno, da govori 4 jezike. In tudi, recimo, mi veliko potujemo, kamorkoli gre, se najde v tem jeziku. In v bistvu mi je žal, da ljudje, ki ne prakticirajo te dvojezičnosti, da niso deležni, zapravo niti ne vidijo, koliko je to, kakšno bogatstvo je to, in da na ta način res v bistvu brišeš meje in da res nisi omejen, kamorkoli greš, pač si to, kar si, in lahko poveš to, kar želiš, in sklepaš nova prijateljstva, poznanstva. In tako je potem tudi, ko si starejši, jezik je tisti, velikrat recimo si mislim, pa bi šla, ne vem, delati kdaj na japonsko, ali pa ne vem. In ta prva stvar, vsakemu človeku, ki želi nekam iti, je, ja, ampak jezik, In zdaj, recimo, več poznamo, več veljamo. In ja, jaz bi si želela, se pravi, ja, prej sem izpostavila dosti negativnosti glede Zile, ampak še vseeno pa vidim, koliko so recimo podivni drugače usmerjeni, kako oni dejansko vidijo, da ta večjezičnost, koliko poti odpira, tudi recimo mi pri Voxon Academy, če se spet vrnemo nazaj, koliko nekih sodelovanj imamo mi s Slovenijo in slovenskimi glasbeniki in tudi moji učenci, ki so koroški Slovenci, zaradi slovenščine. Mislim, s kakšnimi glasbeniki so že vse delali, glih zaradi tega, ker pripeljamo ljudi iz Slovenije, recimo, in oni že vidijo, da je to v bistvu nekaj zelo pozitivnega, ta jezik, Zdaj pa, recimo, na Zili, je pa glih to, ker ljudje ne znajo tega jezika, in potem se v bistvu veliko nekih, kako bi rekla, veliko nekih srečanj ali pa veliko aktivnosti, ki bi jih sicer lahko delali, jih ne morejo delati, zato ker vejo, da se ne bojo mogli zmeniti ali pa se ne bojo mogli sporazumeti z nekom, in potem se ta krog zapira, ker se bojiš komunicirati, ker veš, ne znaš drugega jezika in obratno, in potem v bistvu si zelo, zelo, zelo zaprt. In to je v bistvu za bodočnost zelo slabo, Tako da, ja, se želim, da bi ljudje malo bolj videli, kaj je to, v bistvu, kakšno bogatstvo je to. Gospod Cvikar, vaš mož je zelo poznan trener Janko Cvikar mlajši, ki je vsako zimo stalno na poti praktično po vsem svetu. Kako ste sprejeli vlogo, da ste precejšnji del leta sami doma? Ja, to je ni za vsakega, ta življenja. Sicer mi dva imamo kar srečo, ker živimo zelo blizu Planice, tako da tudi tim, on je glavni trener Kanade trenutno, tim Kanada živi v Sloveniji, tako da v bistvu je on še vseeno zelo veliko doma, ker so ti treningi predvsem v Planici ali v Kranju ali v Beljaku. Dejansko je odsoten, ko imajo kakšne kempe ali ja, tako grozno, kot se mogoče sliši, ampak ja, mislim, da sva oba dva dovolj zrela, si dovolj zaupava, sva oba, kako bi rekla, zelo fleksibilna, da sprejemava poklice en drugega in pač, da si zaupava in to je to. Tako da jaz mislim, če je
neko zaupanje, razumevanje, spoštovanje, da potem pač nobena stvar ni težka. Kakšne pa so vaše želje za prihodnost in predvsem, kaj želite vašemu sinu za njegovo bodočnost? Moja želja za prihodnost je, bi postali ljudje veliko bolj strpni en do drugega, to ne glede na nacionalnost, ne glede na spol. Se mi zdi, da je to nekaj, kar trenutno zelo manjka v našem prostoru. Za svojega sina si pa samo želim, da bi postal v eno zrelo, odgovorno, samozavestno osebo in da bi pač tako, kot sem jaz se mogla naučiti, pa moj mož slediti svojemu srcu, svojemu klicu, svojemu poslanstvu in ja, da bi pač delal nekaj, kar ga bo veselil in da bi bil v tem uspešen in da bi bil srečen. To je zame nekaj najbolj pomembnega. Spoštovana, draga Mateja, hvala vam za prijeten, tudi zelo oseben pogovor, poln zanimivih informacij, tudi iz ožjega življenjskega kroga. In lepo se vam zahvaljujem za pogovor, vaš čas in glasbeno ter pogumno še naprej. Slišali ste Katarino Vakovnik-Pajnič v pogovoru z Matejo Cvita v podcastu Unfolding Infinite Storyscapes kulturnega društva Interferenzen.